Hvala. Danes sem sicer mislil, da se bomo pogovarjali po terminu oziroma follow-upu, ampak zdaj glede na to situacijo, ki je zdaj zadnje 2 tedna, bomo še enkrat šli čez tele bolj osnovne korake, povabilo. Za tiste, ki ste že slišali to, ste mogoče malo obnovili, mogoče se bom potrudil, da povem kakšen nov stavek, kakšen nov primer, mogoče okrog teh povabil. Drugače so pa tudi neki novi člani, ki pač morajo to slišati, ker itak je ta povabilo, uspešnost povabila je praktično vitalnega pomena za vsakogar, ki si želi ukvarjati s tem našim poslom. Vsak, ko postane dober povabilu, je potem tudi lahko uspešen v našem poslu. Praktično je to edina stvar, ki moraš postati master, je pač ravno to povabilo. Tem prvi slajd imam tale želodek, mi je ful všeč to, prav tudi najmogočnejši hrast je bil enkrat en majhen želodek. Temu sem vrnil še enkrat čisto na konc, zdi zelo tak pomenljiv izrek, zato ker mogoče se premalkrat zavedamo, kaj bi lahko naredili, če bi pač negovali to majhno iskrico, ki imamo v sebi, ta majhen plamenček, ki tli v nas, če bi bili dovolj vztrajni, pa če bi ustrezno zalivali in ustrezno negovali to iskrico, oziroma v tem primeru tale želodek. Zdaj okrog samega, se piše principi mreženja. Velikokrat na prezentacijah govorimo, da je mreženje v bistvu franšiza. Zakaj? Zato, ker je v bistvu stara industrija to na milijone in milijone ljudi že prehodili to pot, tako da v bistvu samo poskušamo vedno se naučiti ali pa nove ljudi naučiti ali pa sami sebe naučiti neke stvari, ki so že odkrite. Se pravi, dejansko res v našem poslu ni treba nobene tople vode odkrivati. Dejansko je to že vse definirano in čez desetletja in desetletja izkušnje ljudi, ki so velike imperije naredili, to že vse postavljeno. Tisto, kar pa pač je potrebno, je to, da se mogoče vedno znova spomnimo, da se vrnemo k tem principom, ker vedno, ko se zatakneš, vedno, ko rezultati niso taki, kot bi si želeli, v bistvu se treba vedno vračati nazaj čist k osnovnim stvarem in pač osnovna prva taka veščina, ki jo treba osvojiti, je pač to povabilo. Jaz sem zagovornik tega, da na vsako stvar se treba pripraviti, tako tudi na povabilo. Je zelo fino, da se na ustrezen način pripravimo, je to povabilo po mojih izkušnjah in spet po izkušnjah ljudi, ki so bistveno večje posle naredili, je ta priprava ključnega pomena. Dalj časa, ko sem v poslu bolj vidim, iz leta v let, ne samo v Success Factorju, ampak na splošno v tej industriji, da je bolj kot to, kaj boš ti na povabilu rekel, kam boš vejca postavil, bolj pomemben ta mindset. Tako da temu mindsetu se bom vrnil v naslednjem slajdu, danes mogoče ima več poudarka, da v to. Sprav, druga točka te priprave je, da v bistvu sploh imamo ustrezen, visok nivo zaupanja v ljudi, ki to delajo z nami, s katerimi sodelujemo, v firmo, v produkte. Zdaj, na kakšen način to pridobiti? Jasno, da je premalo to, da jaz samo tle iz slajda preberem, kako morate imeti zaupanje, ali pa kako moram imeti zaupanje. Dejstvo je, da pač to zaupanje se s časoma pridobi, če tudi sami na tem nekaj naredite. Se pravi, jaz pač smatram, da je super, da se čim večkrat te materiale pogleda, teh videov je na desetine in linkov in tako naprej. In mislim, da ne zadošča, da samo se vpišete, ko se registrirate, to enkrat pogledate in potem je to to. Jaz mislim, da je to treba skozi ponavljati te stvari, večkrat pogledati, spremljati tudi te uradne kanale od firme. In Success Factor ima svoj YouTube kanal in svoj Facebook kanal in Duckcoin ima svoj kanal, spet YouTube in Facebook kanal. Tako da večkrat vas spodbujam, da redno to spremljite, zato ker na ta način, če si stalno v stiku s firmo, če stalno vidiš, kaj se dogaja in če stalno, tudi večkrat pogledaš te materiale, te videe, ki jih imamo pač na razpolago, s tem se pač krepi to zaupanje in produkte in v firmo. Naslednji tak element priprave je pač ta redna komunikacija. Zdaj pa z enimi ljudmi se lažje povežemo, z drugimi je ta komunikacija mogoče gre malo bolj na trdo, ampak vsak sem prepričan, da lahko najde v sponzorski liniji nekoga, s katerim je pripravljen komunicirati. Tako da te komunikacije ni nikoli preveč. Tisto, kar opažam, da jo je raj pogosto premalo, kot pa da bi bilo preveč.
Jasno, se ni treba vedno znova pogovarjati samo o tem, koliko je kdo koga povabil, pa koliko je vpisanih, to je mogoče malo suhoparno, ampak po to komunikacijo se pa razumeva, da se pač pogovarjamo o vseh stvareh, mogoče imate neke druge, neke osebnostne zadržke ali pa neke osebnostne strahove ali pa pomisleke ali pa kaj takega. Se pravi, to komunikacijo jaz razumem v širšem pomenu besede, ne zgolj, da se pogovarjamo, ti povabila sem tega, pa je prišel, pa ni prišel, pa tako, to je sigurno pomemben del. Bi bilo pa fajn, da se pač tudi na čisto osebni ravni povežemo, ker na ta način potem zgradimo to tudi zaupanje v ljudi. Potem raziskati firme, produkte, to sem že povedal, še enkrat tukaj na novo izpostavljeno. Toplo priporočam, jaz sem nekatere videe pogledal po 20, 30, 40krat, zato ker tudi te videi so pogosto kot knjiga. Vsi vemo, da knjigo, ko preberemo, jo odložimo, čez 2 leti beremo, v knjigi čisto nekaj novega piše. Pa v bistvu nič novega ne piše, ampak pač mi druge stvari vidimo, druge stvari naša čutila registrirajo. Če danes pogledaš video, če si en mesec vpisan v naši firmi, pa pogledaš čez 3-4 mesece, 5 mesecev, ko se tvoja perspektiva o tem, kaj pravzaprav počnemo, spremeni, se tudi razumevanje tega videa lahko drastično spremeni. Se pravi, ne zamahan z roko, češ si, to sem že videl 2krat, pa ne bom zdaj ponovno to gledal. In zadnji del te prvega dela priprave na povabilo je lista. Še enkrat poudarjam, pač to je en element mreženja, kjer večina sodelavcev nikoli ne naredite liste. Pač ljudje kličejo kampanjsko, ko se nekoga spomnijo ali pa so jih prevoli, pa pogledajo telefon, pa da ne si kakšnega zberega, pa ga pokličejo. Za to listo sem pripravil tudi tisto CRM bazo podatkov, tisti, ki še ne veste, kaj to je, ali pa jo ne uporabljate, vas spodbujam, ker je res super, ker se res dejansko je lahko velik pripomoček, če seveda uporabljate tako, kot je priporočeno, ker tam se dejansko res vodi čisto popolno vse, ne samo koga ste povabili, ne samo ime pa priimek, ampak dejansko kdaj je bil povabljen, kaj je bil povabljen, kaj ste se dogovorili, kaj ste mu poslali in tako naprej. Se pravi, na listo ljudi se vedno napiše vse ljudi, ki jih poznate, pač mogoče nekatere ne boste nikoli povabili. Tudi to se zna zgoditi. Jaz sem na listi po enem letu, po 14 mesecih, ker sem v firmi še vedno na ene ljudi, ki jih še zdaj nisem povabil. Nič ta pravi čas, nisem najdel ta pravega načina, kako jih naj prospektiram, ampak tam so, tam me čakajo, tam me gledajo z unega lista papirja dol, me gledajo in pač komunicirajo z mano. Se pravi, to, da napišete na list papirja, še ne pomeni, da boste vse te ljudi povabili, pa super, da se ta lista napiše v pismeni obliki in da se potem vedno znova tudi dodaja nove ljudi, ki jih v življenju pač srečujemo, spoznamo in tako naprej. To je posebej pomemben tudi za nove sodelavce, zato ker novi sodelavci pogosto v svoji glavi razmišljajo, kdo je primeren, kdo ni primeren, iščejo neke tipe, ki bojo, zato pogosto jih vprašam za brata, vprašam novega kandidata, pa mi reče, ja, moj brat ni tak tip. Zdaj ne vemo, kakšni tipi so taki tipi, zato ker je to razmišljanje namest drugih ljudi, ker ljudje se pridružijo iz sila različnih razlogov, ne pridružijo se vsi zato, da bojo milijonarji. Nekdo se pridruži zato, ker mu je prezentor všeč. Nekdo se pridruži zato, ker je, ker mu je skupnost všeč. Se pravi, razlogi so tako različni, da je čist nepotrebno, da se razmišlja v imenu drugih ljudi. Ljudi se na ustrezen način povabi in se pač sami odločijo, kaj je primerno za njih. To je prvi del te priprave na to povabilo. Sem rekel, da bom danes malo več poudarka dal na ta mindset, ker sem ga prav izpostavil. Še enkrat poudarjam, ker si vidim iz meseca v mesec, iz leta v leto, da je bolj kot to, kakšen stavek poveš pri povabilu, bolj pomemben, kaj je med tvojima dvema ušesoma, se pravi, kaj je v naši glavi. Zdaj, kaj ne bi bilo ta odnos, kakšen ne bi bil, zato da bi bilo to povabilo uspešno, ne glede na to, kakšen stavek rečem, jaz sem tukaj par stvari napisal, da se v njih pogovorimo. Recimo, kdaj pomislite na to, da ste ponosni na to, da ste del skupnosti Success Factorja? Rokco. Zdaj vas sicer itak ne vidim, ker sem tukaj dal na minimiziru. Mogoče vam jaz povedati, zakaj sem jaz ponosen, pa mogoče iz tega dobite neko
neko idejo ali pa mogoče malo o tem razmislite, o tem, kar se danes pogovarjamo. Ne bom zdaj sicer vsega govoril, da ne bo ta izobraževanje zdaj predolg, mogoče nekaj takih stvari, ki jih na nek način tudi na webinarjih stalno ponavljamo. Se pravi, prvi razlog je siguren to, da delam s podjetjem, ki bo postavilo nove standarde, kar se tiče industrije mreženja. V kakšnem smislu nove standarde? Prvič, zaradi tega, ker je cilj podjetja, da bo v naši firmi zaslužili več ljudi denar kot v kateremkoli drugem podjetju. Statistično gledano, govorimo o absolutni cifri, ampak statistično, ne, zato ker industrija mreženja je dejansko res posel, ker je statistika pri drugih podjetjih relativno skromna, se pravi dejansko res relativno malo zasluži denar, da bi temu roko rekli denar, se pravi ogromno ljudi zasluži neke drobižke po par 10 evrov v celi svoji mrežni karieri. Se pravi, cilj podjetja je, da bo statistično gledano, procentalno gledano zaslužilo denar, konkreten denar, več ljudi kot v kateremkoli drugem podjetju mreženja, ne. Drugi razlog, zakaj sem ponosen na to podjetje, je zato, ker je spet z istega naslova, ker bo postavilo nove standarde v smislu etike. Kaj mislim zdaj s to etiko, ne, se pravi z etiko poslovanja? Tisto, kar je meni postalo grozljivo, ko gledam ponudbe drugih podjetij, ki jih je na trgu na stotine in stotine, prihajajo nove in nove, so pretirane obljube. Ne, se pravi, to je zdaj postala taka moda kapitalizma, da se dela trg, da se pridobiva ljudi z nekimi obljubami, ki so v 90% čist nesmiselne, čist absurdne, ne. Se pravi, na ta način, ker ljudje stalno hočemo neke bližnjice v življenju najti, potem človeku nekaj obljubiš, da bo dal danes 30 evrov in da se bo zgodilo, ne vem, čez eno leto bo imel 1000 evrov penzije ali pa kakšne take. Takih je na trgu na stotine in stotine. In tisto, kar mi je všeč, oziroma na kar sem ponosen, je to, da ta firma ne daje popolnoma nobenih obljub. Naš Chris Ries, vizionar, prav, saj jaz ga tako zastopam, da je edina obljuba, ki jo lahko da, da permanentno in non-stop in z vsemi resursi delajo na tem, da bo naš projekt uspešen, da bo Coin, kot naš paradni konj, ena bolj uporabnih kriptovalut. In to dejansko res delajo iz tedna v teden, iz meseca v mesec, sami lahko vidite in sami tisti, ki ste že nekaj časa zraven, veste, da firma ne daje nobenih obljub, ampak raje delajo, kot pa da postavljajo ene obljube. To se mi zdi silnega pomena. Pri mojih letih sem srečal podjetij, pa tudi veliko podjetjih nehal delati, ravno zaradi tega, ker obljuba dela dolg in podjetja obljubljajo vse sorte stvari, zato da bi pač pridobile stranke, da bi pač ustvarili nek promet na trgu in v veliki večini primerov teh obljub jasno potem ne uspejo realizirati. Ne rečem, da nimajo dobrih namenov, ampak vsi se dobro zavedamo, da obljuba vedno dela tudi dolg, ne. To je naslednja stvar. Drugič je, to tudi na prezentacijah vedno povem, ponosen sem zaradi tega, ker je ta firma, ta koncept presega zgolj služenje denarja. Se pravi, tisto, kar mi delamo trg, ne, se pravi, vsakič, ko pridobimo novo sprejemno mesto, vsakič, ko nekdo vzame paket Coinov, s tem krepi našo vrednost, s tem krepi našo valuto in veste vsi, da imamo ogromno strukturo v državah tretjega sveta. Se pravi, vsakič, ko kupite paket Coinov, v bistvu krepite ekonomijo tam enega malega podjetnika v Ugandi. Na nek način je pač treba koncept tega, kar gledamo, tega, kar delamo, gledati malo širše in se na ta način potem lahko s časoma zaveste, da v bistvu delate nekaj dobrega, nekaj koristnega, nekaj, kar presega zgolj to, da bomo zdaj nekaj zaslužili pa nekaj prodali. Naslednji tak pomemben element te miselne naravnanosti, da imate pač tudi ustrezen pogum. Seveda ta pogum je zelo tesno povezan s tem, če ste ponosni na to, kar delate. Ker če ste ponosni, potem je pogum tak sledilc, potem ni težko biti pogumen. Zdaj, če pa nisi ponosen, seveda se pa kar izogibaš malo pogovorov o tem. Kljub vsemu je pa pač določena mera poguma potrebna tudi izven tega. Zakaj? Zato, ker v bistvu smo pionirji tega, kar počnemo. Na nek način zdaj, glede na to, koliko je pač trg razvit, več ali manj prodajamo neko vizijo, kaj se bo zgodilo čez pol leta, 1 leto, 2, 5, 10 in tako naprej. Se pravi, če hočeš biti pionir nečesa, siguren, moraš biti
tudi pogumen, da se upaš izpostaviti z neko stvarjo, ki je relativno nova na trgu. Zdaj, kje od ta pogum vzeti, je najlažje, da se naslonite na tisti več zakaj. Se pravi, če imate zelo močen zakaj pravzaprav to počnete, je to na eni strani vaš lasten tisti motiv, vam daje ta pogum, in na drugi strani, če imate zaupanje v podjetje tako močno, kot smo se prej pogovarjali v točki 1, da delate s tem nekaj dobrega, se pravi, lahko tudi iz tega naslova črpamo ta pogum, da ponudimo na trgu, da ponudimo okolici okrog sebe nekaj, kar je še stvar bližnje in malo manj bližnje prihodnosti. Zdaj, naslednja stvar pri tem miselni naravnanosti je, da predvsem, ko pač razmišljate o ljudeh, ki boste povabili poslovno sodelovanje, da razmišljate o njih kot ljudem, ki jim boste nekaj dali. To je zelo pomembno, zato ker novinci zelo pogosto pač strahom kličejo, ker imajo v glavi eno in edino stvar, to je pač provizija. To je čisto razumljivo, pač ljudje začnejo posel delati, zato da jo zaslužim. Jaz to čisto zastopam. Samo vibracija, ki jo dajaš, če stalno razmišljaš o tem, kakšen paket bo kdo vzel, zato da bom jaz zaslužil, ne vem, kakšen denar, je, ne bom rekel, da je škodljiva, ampak je izdajalska. Se pravi, ljudje začutijo, če se vi z njimi pogovarjate, če jih vabite k sodelovanju zaradi tega, da boste vi zaslužili denar. Se pravi, je zelo fajn, ko razmišljate o drugih ljudeh, da razmišljate to o ljudeh, ki jim boste nekaj dali. Se pravi, dali jim boste priložnost, da lahko praktično brez kakšnega tveganja nekaj začnejo, in ko boste najeli ljudi, ki bojo to vibracijo začutili, ko jo to razumeli, vam bojo enkrat rekli hvala, verjemite mi. Zdaj, naslednja stvar, ki je zame mogoče najbolj ključna pri tem miselni naravnanosti, je ta zaupanja. A sem jaz zaupanja vredna oseba? Zakaj je to zame toliko pomembno? Če zdaj pogledam svojo pot do danes, jaz večkrat na prezentacijah povem, da ko sem slišal prvič prezentacijo od Odysseasa iz Cipra, da mi je bil takoj všeč. Mogoče to ni glih prava beseda, Mogoče bolj prava beseda to, da sem ga poslušal 5 minut, pa sem mu zaupal. Se pravi, tako je v meni zbudil en občutek zaupanja, zato ker sem videl, da pač človek govori nekaj srca, da govori nekaj tisto, kar verjame, da govori tisto, kar čuti, ne pa tisto, kar se je naučil nekje. Potem en mesec po tistem, ko sem se pridružil, sta v Slovenijo prišla naša uplina Eva pa Fil, sem jih šel iskat na letališče, po 1 uri, ko smo šli na kosilo, sem imel blazno dober občutek, zato ker sta v meni zbujala občutek zaupanja. Se pravi, takoj smo se dobro ujeli in takoj sem se odločil, da želim delati z njima, zato ker sta bila zaupanja vredna. Še mesec kasneje ali pa 2 meseca kasneje sem šel v Moskvo, sem spoznal tega lastnika podjetja in ravno tako, se pravi, zelo podobna, če ne identična zgodba. Sem poslušal tega Chrisa Risa in sem po 1 uri pač bil v srcu prepričan, da je to oseba, ki mu lahko popolnoma zaupam. Se pravi, tisto, kar se jaz zdaj zelo pogosto sprašujem, a sem jaz zdaj zaupanja vredna oseba. Zdaj, na kakšen način to lahko sploh zmeram ali pa ocenim, je v bistvu zelo preprost, a delujem iz integriteto. Se pravi, a delam vse tisto, kar jaz govorim na webinarjih, a delam vse tisto, kar vam razlagam, a delam vse tisto, kar nekako poskušam prenesti na trg. Se pravi, vedno znova se postavim pred ogledala in se vprašam, a sem zaupanja vredna oseba v tem pogledu, da prenašam od sebe vibracijo resnično, ki je resnična. Se pravi, da dejansko delam to, kar govorim, da dejansko živim to, kar govorim. In zadnja stvar, taka pomembna pri tej miselni naravnanosti, da se pač naučimo, da vedno tako pri sebi jasno, ker smo pogosto največji kritiki sami sebi, kot tudi pri drugih ljudeh, vedno iščemo tisto, kar je dobro. Zdaj, jaz sem pri povabilih zelo pogosto začel uporabljati tudi to, da sploh če o človeku nekaj vem, da ga pohvalim takrat, ko ga povabim. Se pravi, spomnil sem se nate, ker se mi zdiš toliko srčna oseba, recimo. Ali pa pomislil sem nate, da bi midva lahko mogoče sodelovala, ker vem, koliko si ti dober
druga strokovnjak v tehnologiji ali pa ne vem, karkoli lahko najdem, pa ne vem, karkoli se spomnim, se pravi, lahko že v samem povabilu dodam ta element zraven, da ljudi pohvalim, se pravi, da jih edificiram, še preden se sploh rekla, bojo prišli na webinar, a ne. Ok, ta mindset, zdaj, če naredimo en povzetek, jaz vam predlagam, da prej smo se pogovarjali o tej jutranji meditaciji, da imate ta self-talk, če ga uporabljate, ko delate meditacijo, da vpletete te besede, ki sem jih tukaj z vlastnimi črkami poudaril, se pravi, da si naredite en self-talk v smislu, zelo sem ponosen, da lahko delam v taki skupnosti, imam ves potreben pogum, da bom danes spet nekoga srečal s to našo informacijo, ki mu jo lahko dam, zato, ker sem popolnoma zaupanja vredna oseba in tako, nekaj v tem stilu. Jaz sem se zdaj to iz glave spomnil, jaz sem hočem povedati, da samo dejstvo, da zdaj mene tukaj poslušate, sigurno pač ne bo mindseta zdaj uravnali ali pa ga izboljšali, to je pač nekaj, na čemer je potrebno delati, na čemer se je potrebno truditi, in tak self-talk je nekaj, kar vam lahko recimo pomaga pri tej miselni naravnanosti, da imate mindset, ki bo se kazal na ta način, da te pri povabilu bolj uspešni. Zdaj, naslednji del priprave je pa bolj tehnične narave, se pravi, ljudje, ki sicer ne uporabljajo telefona pri svojem poslu, se mogoče premalo zavedajo ali premalo zavedamo, kakšen izdajalec je ta telefon. Zdaj, glede na to, da zdaj že desetletja uporabljamo za komunikacijo telefon, smo ljudje zelo razvili ta čutila in točno slišimo po telefonu veliko bolj, kot če bi se nekomu živo pogovarjali. Se pravi, to, če mislite, da če sedite v kavču, ali pa ste na WC-ju, ali pa če žvečete nekaj na hrano, ali pa če ste mogoče pred 5 minutami se skregali z ženo, pa z možem, pa da vas ljudje ne slišijo tega po telefona, je napaka. Se pravi, po telefonu ljudje imamo blazno dobro razvita čutila in točno slišimo, kakšen je volja naš sogovornika, stoji ali sedi. Tako da za telefonski klic je vedno fajn se nekaj pripraviti in telefonirati, tako kot bi klicali iz telefonskega studia. Se pravi, resno, ne na pol za šalo, na pol za res. Jaz imam enega prijatelja, ki je v službi delal v telefonskem studiu, v enem telekomunikacijskem operaterju, in zdaj, ko je bila ta korona, je bil 2 meseca delal od doma, on je vedno, tudi ko je delal od doma, se zaprl v svoj kabinet, v svojo sobo in se oblekel, kot da bo šel v službo, si pripravil poslovno okolje. Pa sem ga vprašal, zakaj pa to prakticiraš, prav zato, ker imam potem to energijo, ki jo imam, moram imeti isto, kot da bi bil tam v pisarni. Se pravi, to mi je bilo zelo pomemben tak opomnik, spet ponovno, kako je pomemben, da se pač telefonira na tak način, ki je resen, da vas se ne izdate s tem telefonskim klicem. Zdaj, kar se tiče teh telefonskih klicev, tisti, ki niste še veliko vabili, kadarkoli v življenju, kamorkoli, vam predlagam, da naredite en klic s tistim, s katerim pač delate, z mentorjem, s sponzorjem, z nekom iz sponzorske linije, pa naredite tako zamenjavo vlog, kot da bi njega povabili, pa vam bo dal nek feedback, vam bo povedal, kaj bi on izboljšal, kaj bi predlagal, kaj bi še dodal ali pa dozel ali karkoli. Mogoče se vam to zdi že na robu malo tega, imamo malo trapas, pa se smo odrasli ljudje, ne se poklical bom pa že. Ja, ampak ravno tukaj posel se začne in pade, sproti. Ljudje se pač ne pokličajo z ustrezno miselno naravnanostjo, pa brez tega znanja, ki vam ga zdaj tukaj poskušam prenesti, in naredijo 3 napačne telefonske klice in rečejo, sem probal, pa ne gre. Ne, absolutno gre, samo če se tega lotiš na pravilen način in nobene škode ne bo, če bo nekdo, tudi če vam je neroden, da naredite en tak klic, pa zamenjate malo vloge, pa kot bi svojega mentorja pač povabili. Potem je poleg tega generalnega mindseta, ki sem ga prej omenil, pomemben tudi mindset, ki ga imaš tisti trenutek, ko nekoga kličeš. Zdaj ljudje imamo različne te stvari, ki nas spodbujajo k temu, da smo bolj pozitivni, da smo dobre volje, da smo energetsko nabiti,
Za nekoga je to lahko sprehod v naravi, za nekoga je kakšen dober komad, si lahko spustite, za nekoga je to lahko kakšen spodbuden motivacijski video od naše firme, ne. Se pravi, pač moje priporočilo, preden kličete, da si še tisti hip mogoče malo se bolj energetsko nabildate, ne. Zdaj, kar se tiče še zadnje točke te priprave, je to, da je zelo fajn to delati konsistentno oziroma vztrajno oziroma ponavljati, zato imamo tudi zdaj to skupino za 90-dnevni akcijski plan, zato ker zelo hitro to lahko postane zelo lahko, če ponavljaš. Zdaj, če pa kličemo dvakrat na mesec, ne, po 1 uro, je to vedno znova, ker bi vedno znova na novo začel, ne, in je to stresno in naporno. Če pa to delaš konstantno, to konstantno si lahko zagotoviš tako, da se vnaprej odločiš, katere ure v dnevu boš to naredil, 3/4 ure dopoldne, pa 3/4 ure popoldne, se vnaprej odločiš in to konstantno ponavljaš, teden, 2, 3, in to po 2 tednih postane potem smešno lahko, in čez 2 tedna boste lahko imeli svoje tukaj predavanje oziroma svoje izobraževanje, te povedali, kako ste bili uspešni pri teh klicih. To vam lahko zagotovim, da toliko lažje potem to postane s časoma. Ok, to so bile zdaj neka priprava, 1 pa 2, potem so neki principi, ki veljajo pri povabilu, taki generalni spet bom rekel, ne veljajo samo za naše podjetje, ampak ponavljam stvari, ki so že velikokrat bolj premlete, pa da se ponovno spomnimo na to. Se pravi, povabilo ima en sam cilj, da človek pogleda prezentacijo, ne, se pravi, povabilo ni namenjeno na kakšnemu razlaganju, kaj pravzaprav počnemo, ampak ima samo en cilj, da pač pride človek na prezentacijo. Tako da se že naprej odločite, da imate malo časa, tudi če ga nimate malo, se odločite, da ga imate malo. Zakaj se tega ne dela po telefonu? Pogosto sem v življenju slišal pripombe, ja, tle v mreženju ste kaj eno tajno društvo, nikoli nočete povedati ljudem, zakaj se gre. Zakaj ne? V bistvu nismo nobeno tajno društvo PGC, ne, to je ena knjiga moje mladosti, tajno društvo PGC, tisti, ki ste mojih let, boste vedeli. Gre v bistvu samo za profesionalen pristop. Zato, ker če zdaj pogledamo recimo 2 primera, če ste vabljeni na razgovor z službo, ne bojo zdaj naredili sestanka po telefonu, vam bojo povedali, kje, kdaj, kdo je vaš sogovornik in naslov razgovora, ne, se pravi, ker greste v službo, ker ste na razgovor, dobite vabilo in piše na nek način točno to, kar mi ljudi učimo, da ne povejo, kako se povabi kako nekdo pride na webinar, se pravi, kdaj, kaj je subject, kaj je topic, kdaj pride, kdo je predavatelj in tako naprej. Drug primer je tak, mogoče bolj iz nekega konvencionalnega biznisa, se pravi, ne iz mreženja. In mene so velikokrat klicali, tudi jaz sem velikokrat ljudi klical za neke druge, čisto klasične posle, se pravi, tudi v klasičnem biznisu vprašajte kateregakoli podjetnika hočete, bom povedal, ko kliče nekoga, da se bo z njim pogovoril o projektu, da se bo z njim pogovoril o morebitnem poslovnem sodelovanju, ga bo poklical in se bo z njim zmenil za sestanek. Se pravi, noben ne bo v nobenem delu prezentacije po telefonu. Se pravi, odgovor, a smo zdaj tajno društvo, ko nočemo nič povedati? Ne, v bistvu samo učimo principe, ki sicer veljajo v poslovnem svetu. Se pravi, telefonski klic je namenjen temu, da se z ljudmi dogovorimo za prezentacijo. A je to zdaj webinar, a je to zdaj 1 na 1, ni pomembno. Zdaj tle en tak droben trikec, pred povabilom se vedno preveri, če ima prospekt, se pravi kandidat, če ima čas. S tem si te prehranili ogromno enega ponavljanja, klicanja, ki je malo mučno, ker namreč človeka najprej povabite, pa vam na koncu reče, da nima časa. Se pravi, jaz vedno preden mislim kogarkoli vprašati, ga vprašam, kaj delaš v petek zvečer. In če reče, grem na odbojko, mu rečem, kaj pa ponedeljek. Se pravi, ga prej vprašam, preden izvedem povabilo. To je super, ker če tega ne naredite, boste prišli v eno situacijo, da boste tega človeka začeli žicati. Ne spremi, ljudi vabimo k poslovnem sodelovanju in če danes nima časa, boste naslednjič klicali, spet nima časa, in potem pridemo v eno situacijo, ki si jo ne želimo, in sicer da ljudi začnemo prositi, da bi enkrat prišel. Zdaj, če danes nimaš, boš pa drug mesec imel ali pa čez 3 mesece.
Se pravi, na ta način se temu izognemo, da pred povabilom vprašamo kandidata, če ima čas. Se pravi, to so te splošni principi, kratko, kakšen je cilj povabila. Zdaj gremo pa čisto mogoče 2-3 konkretnim primerom. Zdaj smo pri teh stavkih, lahko je stavk tak, lahko ga čisto obrnete okrog, lahko poveste kakršnega koli. To je mogoče res samo za eno idejo, povejte stavk, da bo pasel v vaša usta. Se pravi, če vi enkrat imate miselno naravnanost pravilno, če imate mindset pravilen, če ste se pripravili na klic, če razumete, zakaj je klic tak, kot je, potem ta stavk ni tako zelo bistven. Zakaj to tako močno poudarjam? Zato, ker pogosto govorim z novimi ljudmi in iščejo magične besede, magičen stavk, ki bo zdaj na drugi strani telefona zdaj prevrnil na ric. Nič takega ne obstaja. Se pravi, če imam jaz to prepričanost v svojem glasu, če sem ponosen na to, kar počnem, če to naredim z eno pozitivno energijo in navdušenjem, potem je ta stavk lahko čisto popolnoma drugačen. Seveda pa vsem nekaj morate imeti, pa so zato te primeri. Ne vem, niti je potreba, da jih to zdaj na glas preberem, itak si jih lahko sami preberete. Mogoče vam kakšno besedo sam povem, ki je dosti učinkovita, pa vem, da večina ne uporablja. Recimo, ena taka beseda je, ne morem ti nič obljubiti. To je recimo ena taka beseda, ki je zelo razbremenjujoča za tistega, ki mu to rečete. Se pravi, točno ta lahko sliši, da na eni strani ga nič ne prosite, celo obljubiti mu ne morete nič mu ne morete zagotoviti, nič ti ne morem obljubiti, pa dajva midva pogledati, ali obstaja kakršnakoli možnost. Se pravi, na nek način postavite pravo relacijo med vami pa med tistim, ki ga kličete. Tako da vam predlagam naslednjih 2-3 dneh, da probate enkrat uporabiti tole v povabilu. Nič ti ne morem obljubiti. Pa boste potem po priliki na naslednjem srečanju, ko bomo imeli povedali, kakšen je bil uspeh. Ne, enkrat dajte to narediti pri 5 ljudeh. Nič ti ne morem obljubiti. Ste videli, kako je to nekaj, kar zelo razbremeni ta pogovor. Razbremeni v tem smislu, zato ker pač ne želimo, da ljudje dobijo občutek, da zdaj mi njih rabimo. Se pravi, vse te stavki so namenjeni temu, da jih povabimo v poslovnem sodelovanju, ne pa da jih žicamo ali pa prosimo. Ok, kot sem rekel, tega zdaj ne bom tukaj prebiral iz slajda dol, itak si lahko sami preberete, več bom pa tudi vam dal posnetek, pa si lahko potem to miru še enkrat pogledate, kakšno vsebino ne bi imel tako povabilo, čisto konkretno. Ok, zdaj smo že pri obvladovanju ugovorov, v bistvu imamo samo 2 tukaj, ker 2 sta najpogostejša, v 90% dobimo 2. In sicer eni, a mi lahko več poveš, se pravi, vi se trudite, da bi kratki, on se pa ne da s tem odpraviti, a mi lahko več poveš. Nikoli ne rečem, ne morem ti povedati, vedno mu rečem pozitivno, seveda z veseljem ti lahko več povem, zato sem te tudi povabil, da boš slišal vse, kar je potrebno in potem po tej osnovni informaciji, ki boš dobil, boš dobil dodatne informacije in boš zvedel čisto vse, kar je potrebno vedeti. Zdaj, tle ena stvar, če to ne gre, če to ne primem, če to ljudje ne sprejmejo tega vašega odgovora, ponovadi rečejo, ok, važi, ampak če tega ne sprejmejo, ni treba začeti razlagati o naših produktih po naši firmi kot taki, ampak ponovadi zadošča, če poveste kaj več o sebi. Se pravi, ona sprašuje, če mu kaj več poveste, vi zdaj mislite, da morate začeti razlagati o naših produktih, pa da je firma z Estonije, pa da je ne vem, koliko, bla, bla, bla. Običajno zadošča, če poveste kaj več o sebi. Kaj to pomeni? Lahko rečete, jaz rečem, ne vem, zdaj sem pred 15 meseci, je do mene prišla ena informacija poslovna preko Cipra in Avstralije, nad katero sem zelo navdušen, zdaj delam že 15 mesecev, samo to, se profesionalno s tem ukvarjam. Vi poveste pač svoj stav. Se pravi, ni potrebno govoriti o firmi in o produktih, ponovadi se da zapreti tak ugovor, če mi lahko več poveš, s tem, da mu poveste nekaj, kar je vas pritegnilo k temu projektu, ali pa nekaj, kar je vas navdušilo, en stavek, eno besedo, kaj vam je to kul in to pogosto krat zadošča. Ne vedno, pogosto krat pa. Tretji tak odgovor na tole, če mi lahko več poveš, je
Super, me veseli, da imaš že zdaj vprašanja. Veš kaj, tudi jaz sem še relativno nov, to pa dejansko res zdaj velja za tiste sodelavce, ki ste bolj še novi, še niste dolgo časa v podjetju. Veš kaj, jaz ti predlagam, da si pogledaš ta webinar, pa se potem pogovoriš s človekom, ki je že praktično od samega začetka, kar je to v Sloveniji, če edificirate mene ali pa Borisa, pa se že z njim pogovoril, pa ti bo on več znal o tem povedati, ker jaz sem še nov, jaz si samo lahko rečem, da sem navdušen zaradi tega, pa spet poveste nekaj vse, pa se na ta način lahko izognete temu, oziroma ne izognete, sploh sem treba izogniti, pa kako obvladati to, a mi lahko kaj več poveš. K temu, a mi lahko še kaj več poveš, obstaja še četrti odziv, sem pol mačko kasneje vrnil še k temu. Zdaj to je eden, če mi lahko kaj poveš, kaj te drug najpogostejši odgovor, to že veste, nimam časa. Ok, zdaj ste tle dva vprašanja, zato ker to ste že tako prej probali pokriti, s tem, da ste ga že prej vprašali, on pa še kar govori. Prej rekel, da v 8 nič ne dela, zdaj pa nima časa. Ok, zdaj v tem primeru je fajn mogoče vrniti s kakšnim vprašanjem, če mi dovoliš, bi te rad nekaj vprašal, a zdaj, če bi imel čas, da ne bova zdaj izgubila vidva oba dva časa, bi te sicer zanimal dodatni del doma, Vi ste tiho, koliko sem jaz zdaj, ljudje nekaj rečejo, Rečejo, ja, mogoče pa res, kaj pa vem, ne morem ti zdaj še reči, Se pravi, ne poskušajte ga prepričati, da ima čas, če je rekel, da ga nima časa. Ne poskušajte zdaj reči, zdaj pa ok, pa pol petek, pa pol ponedeljek, se pravi, smo rekli, da ga žicamo, ga vprašamo, ok, če bi imel čas, a te drugače kakšen drug termin zanima, da se pogovoriva o tem, pa da vidim v svojem rokovniku, kdaj najdem lahko drug termin, kdaj se lahko pogovoriva. Zdaj, včasih se zgodi tudi, da dejansko res nekdo nima časa. Se pravi, da dejansko naletite na človeka, ki je podjeten tip, ki dela svoj posel, pa še enega zraven, pa popoldne vedno je nekje na neki dejavnosti. Se pravi, ni to vedno izgovor, lahko je tudi res to. Se pravi, če je to res, potem mu rečete, vem, da ga nima, zato sem se tudi spomnil nate, ker gre za projekt, ki ti omogoči, da imaš več prostega časa zase, pa za tvojo družino, oziroma če veste, zakaj si se on ta svoj čas uporablja. Vsi vemo, da je to absolutno res, zato ker je naša industrija ima leverage, ima vzvod, in s časoma, ko imate dovolj veliko strukturo, lahko pridete do finančne odvisnosti, kar pa v bistvu zelo preprosto povedano ni popolnoma nič drugega kot to, da imate oboje, čas in denar, tako da to ni kakšen marketinški trik, da mu rečete, vem, zato sem se spomnil nate, zato da boš si pogledal tole, ker ti lahko omogoča, da imaš oboje čas in denar, ampak je to dejansko res. Glede ta odspod ne vidim, če še kaj, mislim, da je to okrog tega nimam časa. Ok, poleg teh dveh ugovorov so še neki stranski ugovori, mogoče niso tako pogosti. Če so kakšni taki zelo pogosti, mi boste napisali, pa bomo šli enkrat drugič čez ene druge ugovore še, ali pa mogoče potem čisto na koncu, če ima kdo kakšen tak ugovor, ki se mu stalno ponavlja. Potem je pa še nekdo vam reče, me ne zanima, karkoli že imaš, me ne zanima. Se pravi, tisto, kar jaz priporočam, da ohranite dostojanstvo pa profesionalno držo, ne biti užaljeni, ne se kregati z ljudmi, zato ker marsikdo bo pa šel nazaj kasneje. Se pravi, če ti ohraniš profesionalno držo, če zdaj nisi užaljen, če v svojem glasu ni čutiti zdaj prizadetosti, potem bo marsikdo prišel nazaj, ko vas bo videl, da ste uspešni, ali pa vas bo čez 3 mesece, pol leta, 1 leto vprašati, ti še vedno ti delaš, ki sme klice. Se pravi, v primeru enega takega profesionalnega odnosa, če vi odprete gostinski lokal, pa povabite 100 ljudi, ne boste nič užaljeni, če jih 30 ne bo prišlo. Se pravi, ste jim v bistvu naredili uslugo, ki ste jih povabili na otvoritev in se vas pravzaprav čustveno nič ne tiče, če oni niso prišli. Zdaj, na kakšen način se profesionalno odzvati, lahko rečete, razumem, da zdaj ni glih pravi čas za tebe, mi mogoče dovolj, da ti pošljem kratek video o naših produktih, mogoče te bo kateri zanimal, da bi bil stranka. Se pravi, na ta način lahko zaprete, brez kakšnega koli prepira,
razumem, ne, se pravi, to itak veste, tisti, ki me poznate, da je to beseda, ki jaz neprestano uporabljam in jo svetujem vsakomur, ne, se pravi, to je ravno nasprotno, kakršnega koli argumentiranja, pa prepiranja, pa dokazovanja, da imate vi prav, oni pa ne, razumem. Karkoli vam rečejo, razumem se, da očitno ni prav čas za tebe. Še vedno je pač obstaja možnost, tudi če noče biti sodelavec naš, da vzame kakšen produkt, pa ga vprašajte, da mi dovolj, da ti pošljem en video, pa si pogledaj, kakšne produkte tržim zdaj, mogoče bo kakšen pritegnil tvojo pozornost. Zdaj ta video, ki je tle odspod link, večina vas ve, za kateri video gre, se pravi video o naših produktih, ki se mi zdi super, ki je na koncu 2-3 minute, čist na koncu malo o poslovni priložnosti. Ta video pošljete tudi tam, smo se prej pogovarjali, če nič od tistega ne pije vodo, smo se pregovarjali v tistem primeru, če mi lahko več poveš, se pravi, če vse tisto, kar sem vam prej svetoval, ne gre skozi, ne prijete skozi, potem mu rečete, veš kaj, zdaj res ne moram več razpravljati s teboj, da ti lahko na mail pošljem to, kar me sprašuješ, če bom poslal video, pa si poglej, pa se slišva jutri, pa mi boš povedal, ali je to nekaj, o čemer bi si ti želel majčkeno več pogovoriti. Ne, se pravi, ta video je za neje, pa za tiste, pri katerih nikako ne prijete skozi, ker pač na vsak način hočejo več vedeti, sicer drugačne boje so z vami niti dobili, niti na webinar ne bojo prišli. Se pravi, najprej probate obvladati odgovor in če to ne gre, potem uporabite to. Ok, tokle je bilo od mene, rekel sem vam zaključil s temle želodkom. Da vas zdaj malo vidim, če ste še vsi prisotni in vsi še živi. Zdravo. Verjamem za vsakega od vas, da lahko iz vaše iskre, iz vašega želoda zraste ogromen hrast. Ampak kaj je zdaj tisto, kar je treba narediti za to, da zraste? Zato, ker naraste kar vse poprek. Glejte, koliko ljudje zmečajo, ne vem, jejo na morju breskve, pa še podoben marjelce, pa mečajo peške stran. Si zamislite, da bi z vsake peške zrasle, ki jo vržemo stran, da bi zrasla breskva, pa marjelce, pa tako. Se pravi, ne zraste. Kaj treba narediti? Ja, v bistvu treba to lepo posaditi in skrbeti za ta plod. Se pravi, ko ga damo v zemljo, najprej zemljo pripravimo in potem lepo skrbimo za njega, kakšnega Mozarta mu zavrtimo, zalivamo non-stop. In to, kar se zdaj pogovarjamo, ta naravnanost in vse to, kar se v bistvu učimo v Success Factoryju, je to, da bi se naučili negovati to iskro, to, kar ste posadili, to vašo odločitev ste zdaj posadili in je zdaj treba negovati, pestovati in z ljubeznijo negovati in bo zrastel ta hrast. In boste naredili biznis, samo ostanite vztrajni in ostanite na tem, kar sem vam prej povedal, da imate radi sami sebe in da vse iščete dobro. Ne se pustiti prepričati onemu vašemu drugemu delu jaza, ki vam govori, pa jaz nisem tip za to, pa jaz ne govorim tako dobro, ker ne vem kdo, pa jaz sem preveč izobražen, pa jaz sem premalo izobražen. Ne poslušati onega vražička, ki vam v glavu govori, zakaj vse vi ne morete, pa da ste prezvali, pa prezgodni, pa ta pravih ljudi ne poznate, ker nič ni res od tega. Nič ni res. Res je samo to, če posadite to seme, če posadite in skrbite za to, boste zmagali. Hvala lepa. Če bi kdo reče kaj podelil ali pa dal kakšen komentar, ali pa če ima kdo kakšno vprašanje, mogoče na tole obvladovanje ogovora, če imate še kakšen tak ogovor, ki se vas zelo pogosto pojavlja, razen teh dveh smo rekli, lahko vam še to odgovorim. Poleg smo rekli, nimam časa, pa če mi lahko več poveš, nekako mislim, da smo obdelali, poslal vam bom še ta posnetek, toplo vam priporočam, da ga vzamete resno. Mogoče ene stvari izgledajo naivno preproste, toliko naivno preproste, da se jaz to že vse vem. To, da vse vemo, je premalo. Vedeti vse, tisto, kar ne prakticiraš, je vedenje brez uporabe v vsakdanjem življenju je waste of time, je izguba cajta. Se pravi, vse tole, kar ste se naučili, ali pa vse tisto, kar ste danes slišali, pa že veste,
vas spodbujam, da začnete uporabljati in da zgradite si svoj imperij. Roman, super je bilo tole, ne morem ti nič obljubiti, to nam je najbolj všeč. Ja, dajte to uporabljati, jaz sem to malo zanemaril, ta beseda ima strašen power. Zato, ker je ta pravo relacijo postaviš sogovornikom. Ne? Odlično, Roman, znanja za enciklopedijo. Ja, ti leki se je pa nabral v teh 30 letih, ne? Ja, se strinjam, drugače, vsakeč znova, ko govorim vam nekaj, se tudi jaz spomnim stvari ponovno, ki jih pomanjkljivo delam. Tudi jaz pač nisem diamant, ne, se pravi, tudi jaz moram marsikaj od tega izboljšati, popraviti, tako da zdaj moramo skupaj te stvari, to povabilo izboljšati, no. Bomo ponavljali to povabilo toliko časa, da ne bomo shodili, ne, da ne bo soba polna, ne, mislim, ne. Vsi smo diamanti, samo moramo se nabrusiti. Ali to, ali je pa treba unga negovati, lepo pa zalivati, pa skrbeti za njega iz dneva v dan, ne. Ne samo peške vršiti, ne, pa se bo zrastel kaj. Zelo majhna možnost, oziroma jaz ne bi stavil na sreče. So čas, ko vržemo peško stran, čas zraste kaj, ampak to je faktor sreče. Na zadnjem izobraževanju smo se pa pogovarjali, da ne bomo delali na faktorju sreče, ampak na tistih elementih, na katere pač imamo mi vpliv. Ok, dobite posnetek v skupino, ok? Hvala, da ste bili z mano. Hvala tebi. Jutri je nov dan, nova sreča in gremo povabiti, ne, za pravilnim odnosom. Pa nič ti ne moramo obljubiti. Nič ne moramo obljubiti, ja. Ja, ok. Super, Roman. Hvala. Hvala. Super. Čau.